Hojla, dragi starši, a me kaj pogrešate? Nekaj časa me ni bilo, seveda počitnice so, to se pozna pri vseh, a ne, čeprav vem, da eni radi na počitnicah poslušate video posnetke, pa se izobražujete in tako naprej. Mene ni bilo zdajle kar ene 14 dni. Ampak saj me boste pa pol poslušali v avtu. Zadnjič mi je rekel en očka, da mu je tole super, zato ker me v avtu lepo prižge in tacajt, ko se pele, posluša. Tako da so tudi druge možnosti za to, da me ne poslušate glih na počitnicah. Današnja tema bodo otrokovi potenciali. Kaj se zgodi z otrokovimi potenciali oziroma ali se vam zdi možno, da se kakšen otrok rodi brez potencialov? Vam bom zaupala eno skrivnost. Ko se je vaš otrok rodil, spomnite se, kako je bilo, ko ste ga prvič tako vzeli, da ste ga takole opazovali. Opazovali ste svojega otroka, prvič ste ga dobili. Ni važno, a mamica takoj po porodu ali očka. S tem, da ja, mamice smo na drug način povezane z otroki, seveda smo. Ampak še vseeno, predstavljajte si tega vašega otroka oziroma enega otroka, pa vsakega pol po vrst, če jih imate več, kako ste ga takole gledali in kako ste ga občudovali. Bil je najlepši, ker je bil vaš. Bil je najpametnejši. V njem ste videli čist vse potenciale, ki jih je ta otrok prinesel na svet. Vse. Takrat, ko je bil še čist, brez napak, brez kakšnih stvari, ki vam jih je zagodil, ko je nebogljeno ležal v vaših rokah, ste v njem videli vse. In potem je seveda ta otroček odraščal. In dogajale so se različne stvari in dobival je različne odzive od odraslih, ne samo od nas staršev. In eni odzivi so bili taki, ki so spodbujali te potenciale, eni drugi so bili pa taki, ko je otrok počasi nehal verjeti vase, ko si je rekel, nisem dovolj dober, ko si je rekel, tega ne smem, ko je rekel, če sem preveč firčen, to ni dobro, me pol kregajo, če sem preveč tak, to tudi ni okej. Skratka, začel je dobivati občutek, da ne more biti več to, kar v resnici je. In jaz bi na tej točki rada, da zdaj ne začnete z vašimi občutki krivde, kaj ste mu vse naredili in tako naprej, ker niste samo vi tisti, ampak je okolje, v katerem ta otrok odrašča in drugi odrasli ljudje, ki so pač z njim skupaj bili, so tudi vplivali na njega in seveda tudi on sam, je odvisno, kako si je on neke stvari razložil, ki jih je slišal od odraslih. Tako da, prosim, če se ne zataknete tukaj. Skratka, ta otrok, en otrok je te svoje potenciale, ki jih je tisti trenutek, ko se je rodil, prinesel takole na dlani, začel shranjevati v neko škatlico. In to škatlico je imel skrito v najtemnejšem koščku svoje duše. Zato, ker ni bilo varno pokazati preveč teh stvari, ker so bile lahko kritizirane, lahko so bile ignorirane, lahko niso bile dovolj dobre in dajmo jih rajš spraviti. In potem je ta otrok postal skoraj najstnik ali pa najstnik in vi ste tega otroka opisali, da je nezainteresiran, da je len, da ga zanima sam telefon pa igrice, da je apatičen, da nima nobenih ciljev, da ni samoiniciativen, da ni samozavesten. Skratka, to so starši, ki pridejo k nama in opišejo svoje otroke. In verjemite mi, zelo dobro vem, o čem govorim, zaradi tega, ker sem tudi sama opisovala moje otroke na tak način. Kdaj pa kdaj, ampak je bilo dovolj. Ja.
Zdaj vam bom pa povedala eno drugo zgodbo, ki je zelo drastična zgodba. Neka mama je rodila dojenčka. In ko so ji položili tega otroka v naročje, so ji rekli: gospa, vaš otrok se je rodil z Downovim sindromom. Ne bo nič od njega, ker ima zelo hudo obliko. Točno to so ji rekli. Ne bo govoril, ne bo sposoben skrbeti zase, imel bo plenice, vprašanje je, če bo hodil. Skratka, ne preveč računati, da bo pač kaj nastalo iz tega otroka. In ta mama je prijela tega otroka in ga je gledala. In tudi zanjo je to bil najlepši otrok, ker je bil njen. In tudi zanjo je bil najpametnejši otrok, ker je bil njen. In veste, kaj je naredila? Videla je vse njegove potenciale in mu je rekla: veš kaj, midva jim bova pokazala, da ti zmoreš. In ona je ves čas nesebično, brez milosti verjela v tega svojega otroka z Downovim sindromom. Samo verjela je v njega in zato, ker je verjela v njega, ga je tako tudi vzgajala. Hotela je, da je samostojen, postavljala ga je v situacije, ki za njega niso bile vedno lahke. Zaupala mu je, rekla je: pejt sam v trgovino, zmoreš, in je naskrivaj hodila za njim, da je videla, kako se bo znašel. Ta otrok je danes samostojen, govori, hodi in skrbi za osnovne svoje potrebe. Otrok, za katerega so rekli, da z njega nič ne bo. Vi imate pa mogoče doma najstnika, ki se kole drži, ki zavija z očmi, ki vam reče, da se mu ne da brati knjige, ki bi najrajši igral skozi igrice, ali pa leži na postelji pa gleda v strop, ali pa je že toliko daleč in toliko obupan, da leži v postelji in ima dol rolete in se sploh ne zgane. A si lahko rečete: to je moj otrok, ki ima točno tiste potenciale, ki sem jih jaz videla toliko let nazaj, ko sem ga prvič pogledala v mojih rokah. Te potenciali niso nikamor zginili, niste jih uničili, potencialov se ne da uničiti. Potencial je potencial, a veste, kaj je to potencial? To je notranja moč, s katero se lahko zgodi samo to, da jo mi nekam skrijemo, da jo nekam potegnemo. In še vedno ste lahko tisti starši, ki verjamete v vašega otroka, še vedno ste lahko tisti starši, ki lahko rečete: iz tega otroka nekaj bo. Tudi če je zdaj zaprt v neki temni sobi, govorim metaforično, v sebi, tudi če ima neke ful hude najstniške stiske, vi lahko še vedno verjamete, da bo prebrodil te stiske, da bo prišel skozi, da ga bodo te stiske še bolj okrepile, da bo še močnejši, da bo še več zmogel. Veliko bolj kot pa da razmišljate o tem, kako je len, kako z njega nič ne bo, kako ste lahko toliko zafrknili, da ste ga vzgojili v enega luzerja. Lejte, ne tako govoriti, ne tako razmišljati, ker vaš otrok ima še vedno točno tiste potenciale, ki jih je imel, ko ste ga prvič pogledali. In jaz vam želim, da najdete to moč, da najdete to vero v vašega otroka nazaj. A veste, kaj ste rekli: jaz verjamem, da bo s tebe nekaj nastalo. Seveda bo. On samo rabi ob sebi odraslega človeka, ki vanga verjame in ki ga sliši, tudi kadar mu je težko, tudi kadar reče, da je brez veze šola. In ko so mu tudi kdaj povprečni rezultati dovolj dobri. Skratka, da ne živimo non-stop in kar naprej v nekem občutku, kako moramo otroka skozi popravljati, skozi kritizirati, zaradi tega, ker bo to njemu pomagalo, da bo iz sebe naredil boljšo osebo. Ni res. Treba je tudi videti, kaj otroci naredijo, česa so sposobni. In tudi treba je videti, da je kdaj povprečno dovolj dobro in da se tudi s povprečjem lahko daleč pride.
Toliko vam želim, da bi vam ta video dal nekaj moči, zato ker sem zadnje čase zelo v stiku s starši, ki so v takih stiskah, da vidijo svoje otroke kot ene uboge, izgubljene duše. Toliko vam želim, da najdete tisto energijo v sebi, ki ste videli te njegove potenciale, in samo s to energijo mu lahko pomagate odpreti tisto škatlico, v katero je on te potenciale zložil in jo nekam skril v eno temno sobo svoje duše. In ja, hvaležna sem vam, ker komentirate moje videe, hvaležna sem vam, ker jih lajkate. Še bolj sem vam pa hvaležna, ker jih delite med svoje prijatelje, zaradi tega, ker res verjamem, da skupaj delamo lepši svet. Čau, čau.